če imamo neko enačbo elipse, kako lahko v hipu prepoznamo, če ima gorišči na osi x ali pa na osi y. Torej, ta elipsa, ki jo vidite tukaj narisano, ima to enačbo. X na drugo ulemljeno na drugo plus y na drugo ulemljeno b na drugo je enako 1. In a je večji od b. Sedaj, mi lahko napravimo transformacijo, ki zamenja x z y. Torej, v enačbi se bosta prav zamenjali črki x in y. In kako to vizualiziramo? Os x je vodoravna proti desni, os y navpična proti gor. Mi lahko napravimo to. Ta je bil star y, ki je nov x, in star x, ki je nov y. Vidite, da zdaj elipsa je obrnjena tako, ima gorišči na osi y. Ampak še zmeri a je večji od b. Torej, napišemo enačbo transformirane elipse, zamenjamo črki x in y na drugo ulemljeno a na drugo plus x na drugo ulemljeno b na drugo je enako 1. Lahko obrnemo vrstni red seštevanja. X na drugo ulemljeno b na drugo plus y na drugo ulemljeno a na drugo je enako 1. Ja, in sedaj v obeh primerih a je večji od b. Tako, zdaj, če primerjamo to in to, vidimo, da pod x na drugo, tukaj imamo večjo vrednost kot tukaj. Tukaj pa obratno, pod x na drugo v imenovalcu imamo manjšo vrednost kot tukaj. In prav tako bomo mi prepoznali elipse. Zdaj damo primer. Če imamo x na drugo 16 plus y na drugo 5 je enako 1, vidimo, da pod x na drugo imamo večjo vrednost kot tukaj, torej ta elipsa ima gorišči na osi x. Vidimo zdaj neko drugo elipso. X na drugo ulemljeno 10 plus y na drugo ulemljeno 16 je enako 1. Sedaj, pod x na drugo imamo manjšo vrednost kot tukaj. Torej, ta elipsa je obrnjena tako. Ima gorišči na osi y. Poglejmo zdaj kako gre z hiperbolo. Hiperbola ima enačbo, ki je zelo podobna enačbi elipse, le da tukaj namesto plusa imamo minus. Torej, ta je hiperbola. Samo v tem primeru ne bomo gledali, če je večji a ali pa če je večji b. Zakaj? Ker tukaj a je lahko večji od b ali obratno, ni važno. Opazimo tukaj, ta je asimptota hiperbole. Torej, in gre skozi izhodišče. Ena premica gre skozi izhodišče, ima enačbo y kx, samo kx, kjer k je strmina. Koliko je strmina tukaj? Strmina pove, za koliko se dvignemo, glede na koliko smo šli naprej. Tukaj se dvignemo za b in smo šli naprej za a. Torej, strmina prav b ulemljeno a. Torej, enačba te asimptote je y b ulemljeno ax. Ta a na drugi strani je simetrična, samo da ima negativno strmino. Zakaj? Če mi se gibljemo v smeri osi x, tukaj gremo dol in s to premico gremo gor. Prav. In torej zdaj b je lahko večji ali manjši od a, strmina večja ali manjša od 1. In torej zdaj poglejmo, kaj se zgodi grafično prvo, ko opravimo zmeraj tisto transformacijo. Hiperbola ima veje tako postavljene, ne? In kaj se pa zgodi z enačbo? Ja, gorišča vsekakor na osi y. Zdaj napišemo enačbo transformirane hiperbole. Zamenjamo črki y na drugo ulemljeno a na drugo minus x na drugo ulemljeno b na drugo je enako 1. Zdaj lahko obrnemo vrstni red, minus x na drugo ulemljeno b na drugo plus y na drugo ulemljeno a na drugo je enako 1. Torej,
ali gledamo to, ali pa to enačbo pomnožimo z minus 1, napišemo tudi v tisti obliki, pomnožimo celo enačbo, x na drugo ulomljeno b na drugo minus y na drugo ulomljeno a na drugo je enako minus 1. Sedaj opazimo, da vsi ti členi, ki so v števcu imenovalcu, so vsi kvadrati, so vsi pozitivni, torej nam ne bodo menjali predznakov, potem konkretno, ko imamo števila. Torej predznaki bodo prav tako, kot jih vidimo. Tukaj pred členom z x na drugo imamo minus, pred členom z y na drugo imamo plus in tukaj je 1. Ali pa druga varianta, tukaj imamo predznake, kot smo imeli na začetku, vidite, tukaj plus pred x na drugo, minus pred y na drugo, samo da tukaj imamo minus 1 in ne 1. In torej, zdaj pogledamo kakšen primer. X na drugo desetin minus y na drugo 25 je enako 1. Torej, ne gledamo, če je večji a ali b. Mi gledamo to, da imamo tukaj kot v tisti osnovni plus pred x na drugo, minus pred y na drugo in tukaj imamo 1. Torej, ta je tista navadna hiperbola. Tako, ne? Sedaj, neka druga enačba, minus x na drugo 36 plus y na drugo 9 je enako 1, ali ta, ali pa recimo ekvivalentna, da jo pomnožimo z minus 1. X na drugo 36 minus y na drugo 9 je enako minus 1. Torej, zdaj vidimo, tukaj recimo predznaki so kot plus pred x na drugo, minus pred y na drugo, ampak tukaj imamo minus 1, ne plus 1. Ali pa gledamo tukaj z drugega vidika, minus pred x na drugo, plus pred y na drugo in tukaj imamo 1 kot tukaj. Ta hiperbola je torej, ima gorišči na osi y in je obrnjena tako. Ja, torej, to, kar sem jaz uporabil, je ena konvencija, da napravimo to transformacijo. Nekateri uporabljajo drugačno konvencijo, naprimer za elipso. Nekateri vzamejo, da ko imamo elipso z goriščema na osi y, da v tistem primeru a je manjši od b. Jaz pa sem vzel tako in tako vidimo vse vizualizirano na prozornem papirju. In sama ena konvencija vsekakor, če mi imamo enačbo z številkami, bo vse se skladalo, ker naprimer ta enačba predstavlja eno samo krivuljo, je tista in konec. Lahko menja samo, kako kličemo a in b, te reči tukaj, ne? Samo ne bomo zgrešili, če napravimo tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.